Ok, folk, evo ga, Božidar tukaj, šola hipnoterapije. Rekel sem, čisto en tak kratek video, da naredim, kar se moje knjige tiče, ne da vam zdaj prodajam, ampak je tazga. Imate tudi eno brezplačno verzijo, konc koncev, ne, to je samo mal podebljena cela ta zadeva. Brezplačno tudi v redu, jaz sem brezplačno, kdaj sem napisal, 2008. leta. Ne, to pa malo kasneje. Mislim, da je bil ta, ja, 2018. Točno 10 let je bilo vmes, ja, med eno in drugo. Se rekel sem, da malo pogledam z vami skupaj poglavja, recimo iz te knjige, ki sem jih svoj čas dal notri. Ok, nekaj malega sem dal zgodovina hipnoze. Predgovor mi je naredil Larry Ellman, ja, Larry in Sheryl, ki sta bila moja gosta leta 2013. Sem čisto pozabil, ja, in lep predgovor sta mi naredila, prava dva Američana. Tako da, hvala Larry, hvala Sheryl, sta bila pri meni tukaj kot gosta. Leta 2013 smo imeli en dober seminar z njimi, se pravi, travijo en vikend. Ampak so bili potem cel teden, tako da mi smo prijatelji še dan danes, nora zadeva. Bi jih povabil še enkrat, ampak tako Larry je mičkeno že v letih, pa dvomim, da lahko te prekooceanski leti so kar mal tečni. Ne. Tako da tu sem dal nekaj malega, vidim ravno ta zgodovina hipnoze, potem pa temelje, kaj je hipnoza, v bistvu zavest, podzavest, nezavedno, te tri zadeve moramo pač poznati, ne. Hipnoza v praksi in tako dalje. Potem različne globine hipnoz, tako da ta je močna. Lejte, ko sem jaz začel hipnoterapijo delati, nisem vedel, kaj me čaka. In ko sem potem začel malo se poglabljati notri v te zadeve in eksperimentirati in delati neke zadeve, mislim, koliko stvari je mene presenetilo. To je absurd. Ene stvari so bile znanstvene fantastike. Jaz ne morem, nažalost, dati to na video, to so upleteni ljudje notri, njihove izkušnje in tako dalje. Ne vem, če se kdo prepozna v teh mojih izkušnjah. Ampak ene stvari so bile še danes, kriza, kako je to možno, da lahko ena sugestija, ki jo jaz izrečem v enem kvalitetnem hipnotičnem stanju, dela celo fizične spremembe. Ampak tu folk vedno pozablja, da dejansko sugestija deluje na in na telo, vedno je in vedno bo. Ne? Ja, in potem, ampak ne glede, da jaz toliko časa že to delam, pozabljam, tudi, mislim, ne da pozabljam, ampak enostavno stvar me fascinira. In to je ta različne globine hipnoz, veste, neka površna hipnoza, čeprav sem zadnjič bil na eni spletni strani nekih akademcev, no pravi, globina hipnoza sploh ni pomembna. Še kako je pomembna. Hočete delati v prazno, potem delajte v nekem blagem hipnotičnem stanju in potem vaša stranka bo do penzije hodila k vam, ampak zadeva se ne bo zrihtala. Ne, nažalost, deco draga, kriza eno kvalitetno hipnotično stanje mora biti. Zdaj pa je tako, je pa imamo te trde orehe med nami in malo jih je treba tako skladivo, hecam se malo se treba ukvarjati z njimi, zato da pač prepustijo te vajeti nam, hipnoterapeutom, in potem se poglobijo tako globoko, da jaz lahko sploh delam z njimi. Ne. In tu nekateri ljudje imajo, jaz jim rečem, da hodijo k meni zročno, imajo potegnjeno dol, ampak se da, z enim dobrim pristopom se da pomagati tem folku, tako da potem jih je treba pač pripeljati do primerne globine in če ni te globine, sploh nima smisla niti delati. Tako da tisti, ki mi kvasijo tam, ja, po globinah hipnoze ni pomembna, pozabite na to. Ne. Mislim, pejte k njim, pa boste hodili k njim do penzije, ne, vaše. Ja, tako da ne. Mora biti naloga dobrega hipnoterapeuta je, da se pomatra z vami in da vas pripelje do, če pa ne more, pa mora to vam odkrito tudi povedati, da pač ne gre. Ne. Imamo tudi antitalente. Ampak bolj antitalenti so bolj od terapeutih, ne pa v ljudeh. Ne. Več ali manj vsaka oseba gre lahko v kvalitetno hipnotično stanje, to je samo stvar pristopa in tako mičkeno izobrazbe zadaj in se da, ne. Tako da ne misli, da ne. Ok, gremo tako, da te globine hipnoz, mene so ene zadeve tako presenetile. Jaz sem delal potem, jaz sem se držal ene zadeve, ki mi je leta nazaj moj mentor rekel, ta Jerry Kahn, ga ni več med nami, in on je takrat eno stvar meni namignil, takrat skupini je rekel, dej ene 10% časa tvojega terapevtskega dela posveti eksperimentiranju. Zdaj, čisto na začetku kariere nisem mogel, ko sem laufal, ko zmešan, to je bilo toliko, je bilo enega dela, da nisem mogel, ko so se pa zadeve mičkeno umirile, ko je bilo že par potem teh mojih šolarjev zunaj, pa so oni malo prevzeli en del mojih terapij in to, ne. Potem sem pa jaz malo se poglobil notri, posebno od enega 2009. Leta naprej, potem sem pa začel malo bolj raziskovati, eksperimentirati in potem so se neka vrata začela odpirati in ne konca, ne kraja te globine hipnoze in potem sem rekel, wow, kam mi to rinemo, in tam vidite, da sploh ni konca in potem videl sem, da greš lahko v ene zadeve, ki je res tako, je že, v bistvu v javnost niti ne morem iti z njimi, ki me bojo zažgali na grmadi potem gor, ampak terapevtsko gledano, mi smo take stvari delali, da enostavno to je določene terapije, ki sem jih izvajal, pa ne, da sem jaz dober, ampak ker je ta hipnoza ima to sposobnost,
Mislim, to so bile meja znanstvene fantastike in nora zadeva. Tako da te globine hipnoze, ja, tako da če se kdaj odločite iti po poti hipnoterapeuta, prosim, lepo, dejte se izobraziti malce v tej smeri, ne. Jaz sem videl, da danes novodobni hipnoterapeuti, če niso z mojega šolskega programa, enostavno nimajo baze, nimajo osnove nimajo pošlihtene. Dej, pet se izobraziti dobro, pa potem še lepedi na hipnoterapijo, ne, da se dobro dela. Če ne se potem stranke pa meni pritožujejo, dej no, kriza. Ok, tukaj govorim malo o tej strani, 39, vidim ta anestezijo v hipnozi, ogromno tega se da čudovito delati, ki nam hipnoza lahko pomaga. Kako do samo hipnozi, deco draga? Ja, 43, teoretično, nažalost, vam jaz ne morem pomagati, nekdo od nas mora stopiti notri, do kvalitetne samo hipnoze prijete najlažje, če se prepustite nekomu enemu dobremu hipnoterapeutu. Okay? Njegova naloga je, da vas enkrat nekdo pelje, ker nažalost samo hipnozo tako teoretično težko vas naučim. Da razvijam zdaj en program, ki bi znal biti dobra iztočnica v tej smeri, ampak trenutno najlažje pot, da greste nekomu od nam, da se mi pomatramo, vzamem dobro kladivo pok po glavi, rečemo, da si po samo hipnozi in vas bomo naučili, kar se tega tiče, bomo dali vse od sebe. Tako da, če imate željo za tem, smo pravi naslov. Kaj lahko storite sami? Hipnoterapija z otroki. Mislim, mi v naših centrih imamo vsak dan koga, to so majhni klienti, močki imajo tudi svoje probleme, ne misli, da ne. No, potem tukaj že malo konkretno grem, kaj se da narediti hipnoza in hujšanje. To je ta 53. stran, potem imamo 55 hipnoza in kajenje, kadilci, pozor, jaz ne delam več, jaz sem se malo nažal, jaz sem bivši kadilec, jaz sem sebi pomagal z samo hipnozo in potem sem se to leto, enkrat sem se rekel, da bom začel zopet kadilce malo obravnavati, ampak ni, se rekel ne, glej, naj delajo to drugi. Nima več ne volje, ne želje delati v tej smeri, tako da, ampak se da, to je močna zadeva po celem svetu, ne. Ok, hipnoza in šport, športniki ogromno sem delal, ne, čudovita, športniki so eni najboljših klientov, športnik je fenomenalen v odzivu na hipnozo, ker pride k nam zelo neobremenjen z samo hipnozo, mislim, z delom našim, ker on pride bolj obremenjen, kako bo sebi izboljšal rezultate in potem njega hipnoza niti ne zanima, dej naredi, kar imaš, da bo boljše in se prepustijo, hitro padajo notri in imajo fantastične rezultate. Tako da mene čudi, da vsi športniki ne hodijo k nam, ampak tisti pravi so prišli že zdavnaj. Ok, odrska hipnoza, nje se bomo malo dotaknili, jaz malo razložim stvari v njej noter, ker sem pač počel toliko leta, ne. Še ta vdaja na koncu je bila kot neka pika na i, ta hipnoza dobra zabava. Šola hipnoze, hipnoterapija, tudi tukaj o tem malo govorim notri, ne. Zdaj pa eno poglavje, vidim tukaj na 67. strani, in je, pazite, za prihodnje in sedanje terapeute. Jaz sem notri dal, če pogledam, je enih 4-5 strani. 5 strani, kako se to da, ne vem, ampak jaz sem dal 5 strani nasvetov z moje več kot 20-letne prakse. Kako lahko človek 20 let prakse da notri na 5 strani, mi je ratalo, Sem malo zameditiral, sem začel v transu pisati in mi je ratalo 20 let izkušenj dobiti na krožniku preko te knjigice, nora zadeva. Tako da dejte se res malo se posvetiti tej zadevi, ne. Recimo ena od zadev, samo na katera strani je to, 67, čakaj, da najdem. Evo ga. Prvo, samo to bom prebral vam tukaj, ker mi je bilo najbolj pomembno. To je bila prva točka, katero sem jaz opazil, tudi v Sloveniji nažalost se dogaja, ne, da čisto na začetku glede vašega ega, našega ega, vašega, vse našega ega, ne. Jaz sem tukaj napisal tako, da preveč opažam, da veliko terapevtov za svoje stranke uporablja naziv pacient, ne, tako da ne. Enostavno naprej pravi, da če niste zdravnik, potem so to ljudje, s katerimi izvajate terapije, klienti ali pa vaše stranke, nikakor pa pacienti, ok? Puste izraz pacient, se pravi ljudem, ki so bili pripravljeni greti stolico, se šolati v tej smeri in so si dobili naziv doktor ali pa zdravnica ali karkoli drugega, ne. Tako da oni so končali študij medicine, njim to pripada, oni imajo svoje paciente. Prosim, ne mi govorite o pacientih, ne. Tako da, če niste, pustite to tistim ljudem, ki imajo neko izobrazbo zadaj, ne. Tako meni parkrat se videl te neke bioenergetike in to, pa tudi med nami, moji pacienti, sorry, mas ti zdravnik ne, potem glej, no. Mislim, čisto govorimo o izrazoslovju, ok? Bodimo fair, kar se tega tiče, ne. Kaj je potem, tako da, če imate to šanso, preberite to zadevo. Ok, prejšnja življenja, prejšnja življenja.
Nažalost je močna tematika. Jaz sem, ko sem kdaj reklamo dal ven za prejšnje življenje, sem že dobil telefonu, da me bojo zažgali na grmadi, pa kaj sem, kaj folk je že danes čist bleso, posebno kakšni verniki, ki tazga. Ampak gledajte, tam so, jaz sem si jih tudi otepal, ko mačka mlade, enostavno in so tam, ne moramo jih zanemariti, ampak ko enkrat padeš notri, jih vzljubiš. Dragi moji terapevti, če jih ne delate, škoda, predvsem pa delate škodo vašim strankam, ok? Tako da, dajte se izobraziti v tej smeri, mogoče mi se kakšno izobraževanje naredil samo za tisto, če vas zanima. Mora biti sestavni del, ne? Ker nažalost ni vse v vzgoji, bla, 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 in vseh teh zadevah. Kar precej, jaz sem delal precej terapij v prejšnjih življenjih, zelo uspešno in zdaj, sploh ni pomembno, ali vi verjamete ali pa ne v njih, glavno, da se da pomagati folku in to je to, ne. Ok, zdaj je na strani 16. poglavje 83, gledam tukaj preko meja hipnoze. No, tu smo pa šli v ena polja, ki so bila pa že, jaz sem kar nekaj časa rabil, da sem se jih navadil. Ko sem se jih navadil, potem jaz sem v redu danes z njimi. Če vam pa razložim, kaj smo vse delali in ne morem, nisem še dal tega v javnost ven, ne. To je strogo interno med nami, zato ker enostavno je preveč, no. Skratka, me boste obsodili potem, da sem paranoik, da sem kaj, da se mi je sfuzlalo in vse te stvari. Terapevtsko mi je to blazno pomagalo, zdaj pa ne vem, so mi pa nekateri ljudje preseneti, ki si mislijo, da so zelo odprte glave, pa so potem kar noreli za mano, pa me obsojali, pa kaj sem rekel, skje, izpod katerega kamna si pa ti prišel, ne, tako da, ne vem, to ljudi, ki sem jih poznal celo, me presenetili parkrat, ja. Glejte, jaz sem to delal, se pravi, vse tukaj notri, kar imate v tej bukvici, je moje delo, to niso stvari, katere sem zbral, pa potem prepisoval, kot marsikdo počne, a ne? Ne, to je moje delo, tukaj notri sem jaz dal mojo prakso, deco draga, ne? Tako da, in to preko meja hipnoze, jaz sem te stvari počel, še danes jih počem, še več jih počnem, kot ponavadi, in so stvari, ki so enostavno izven meje normalne, navadna šola, noben šolski sistem vas tega ne bo naučil. Ko pa pridete na kakšen moj seminar ali kaj takega, bodite pripravljeni, da vam odprem glavo in vam dam noter ene ideje, pa ne ideje, vam dam stvari, katere sem jaz počel, dajte jih še vi početi naprej, ok? So stvari, ker hipnoza je fantastična odskočna deska, če hočete iti preko, ne. Nekateri to poznate kot polje Akaše in kaj pa sem kaj, vse te zadeve, pa še naprej se dajete, ne, tako da nora zadeva, ok? Ne bomo kaj zabluzil zdaj. Ok, tu sem dal še neke dodatke notri, še pika na i, vprašanja, zaključek, vtisi, mnenja, slovarček in tako dalje. Če še nimate, nabavite si jo, glejte, jaz najraje bi jo dal zastonj, ampak me je stala, a ne, glejte, to je bukvica, ki je koliko ima, se ni ne vem koliko debela, 130 strani ima, ne. Ampak glejte, tu notri je, ne vem, če se da še več napisati, to ni priročnik, da smo si na jasnem, ne, to je ozaveščanje o hipnozi, ok, to ni daleč od tega, ni to, niti moj namen bil, da bi bil to priročnika, ne, ampak je čisto enostavno ozaveščanje. Tako da, deco draga, glejte, jaz še enkrat rečem, hipnotizirajte se, pripravljam še ene nove knjige, kar se tega tiče, in ene, ki vas bojo malo presenetile, je čisto izven tega konteksta, ampak smo skozi hipnozo prišli do tega, tako da kakšen video, mogoče čez 2-3 dni bom dal kakšen video ven, pa potem boste lahko opazili tudi neke nove zadeve, ki so malo nenavadne, ampak so v redu. Ok, kje sedi ta ustavi zadeva? Se vidimo zopet, ko se zagledamo, bodite mi dobro, hipnotizirajte se, ok, ajde, čau. Da vidimo to tukaj.